Moram povedati, da sem bil res počaščen s tako udeležbo. Praktično so bili res vsi direktorji pomembnih podjetij, naših zavodov in vse, kar poganja tudi indirektno ali pa direktno občino Radovljica. Seveda, malce sem se mogel spomniti vseh projektov, ki smo jih realizirali v tem letu in ugotavljam, da sem kar zadovoljen in da smo na dobri poti, da kontinuirano pač izvajamo te projekte. Tudi v naslednjih 2 letih, ko imamo pripravljen proračun, bo tako. Samo nadejam se, da bo več denarja, torej nepovratnega iz države in pa Evrope, ker s tem bi pospešili same gradnje. Kakšno je bilo leto za vaše podjetje 2016? Ja, smo zdaj neke 10-mesečne rezultate gledali. Mislim, da kar bo rezultat po predvidevanjih, tako kot smo planirali. Drugače pa leto takšno, kakor je v tej državi, se vidimo, da je kar dost problemov, dost težav. Treba je, nastopati kar dost silo, da lahko vse te zadeve obvladujemo. Za nami je fantastično leto. Štartali smo 6. januarja, ko smo pridobili uporabno dovoljenje za Urnikov trg, 93 stanovanj, 23 poslovnih prostorov. Potem smo začeli s prodajo, ki nam gre odlično, vsaj kar se stanovanjskega dela tiče. Prodali smo že 77 stanovanj, kar pomeni, da še 15, ki jih planiramo prodati do konca leta. Urnikov trg je lepo zaživel, imamo kar več kot pol stanovanj že vseljenih. Kako bi sklenili leto 2016 za vaše podjetje? Uspešno, ker smo pridobili novega kupca, tako da smo razpršili majčkeno prodajo, da nismo odvisni samo od enega, tako da se mi zdi, da je bilo kar zelo. To je ta drug kupec, je Alpina Žiri, ki tekoče v redu posluje, samo ima še likvidnostne težave, ampak mislim, da imajo tako strategijo pa plane, da imajo možnosti in da bomo z njimi skupaj uspeli, ker smo razvili en tekaški čevelj, ki je zelo, bom rekla, vrhunski. Zelo ugodno je bilo za nas, tako da v bistvu je bilo podobno kot lansko leto. Na kakšnem področju? Delamo na kovinarskem področju. Kaj si želite v letu 2017? Isto podobno kot letos, čim manj problemov, pa bo šlo nekako. Kakšno je bilo leto 2016 za arhitekte oziroma za vas? Ja, jaz na splošno za arhitekte težko rečem, ampak za nas je bilo blazno uspešno. Mislim, da v bistvu najbolj uspešno leto do zdaj, predvsem zato, ker smo za Nordijski center Planica dobili Plečnikovo nagrado skupaj s kolegi, tako da mislim, da je to ena stvar, na katero smo lahko zelo ponosni. Drugače pa, kar se tiče arhitekture, je pa stanje tako, kakršno je v Sloveniji. Saj arhitekti dobro vejo, o čem govorim. Z mojega vidika je bilo uspešno leto. Moram reči, da sem zadovoljen in upam, da bo tako tudi naprej. Kaj si želite v letu 2017? Predvsem, da bomo vsi tako nasmejani, kot smo bili v letu 2016, ker to je edini način, da greš čez leto mirno. Kaj bi rekli v zvezi z vašim poslom? Glede posla lahko rečem, da smo zadovoljni, kot je bilo, in če bo tako naslednje leto, se ne bomo pritoževali. Kaj ste pripravili za današnjo pogostitev? Za današnjo pogostitev smo pripravili hladno-topli bife. Zelo sem vesel, da je tukaj veliko idej od dijakov. Mi pripravljamo z dijaki 3. letnika zaključen izpit in to je praktičen del zaključenega izpita. Najprej smo goste postregli z finger foodom, tam smo dali goveje zvitke z roast beef pa česnova majoneza, potem smo dali slan kostanjev mus in še sirova nabodala. Kako ste si delo razdelili? Razvrstili smo se, že od začetka smo si rekli, kdo bo zbiral kire recepte. Nekdo je imel hladne jedi ter solate, nekdo tople jedi, nekdo glavne jedi ter sladice. Potem pa tisti, ko je izbral recepte, je potem delal tiste njegove jedi. Tisti, ki so izbrali recepte za glavne jedi, so delali glavne jedi, zraven pa so dobili še enega ali pa 2 pomočnika. Zadovoljni gosti so zadovoljni, vi ste tudi? Seveda.